Nacionalni preiskovalni urad opravlja 38 hišnih preiskav zaradi suma kaznivih dejanj zlorabe položaja in oškodovanja upnikov na območju ljubljanske, koprske, novomeške, kranjske in novogoriške policijske uprave. Neuradno preiskujejo tudi predsednika uprave Državne založbe Slovenije Bojana Petana in vplivnega lobista Francija Zavrla, ki obvladuje slovenski trg oglaševanja in stikov z javnostmi. Oba sumijo, da se sicer naj ne bi sama okoristila, ampak naj bi umetno napihovala vrednost DZS-ja. Zagrožena kazen za zlorabo položaja je od 1 do 8 let, za oškodovanje upnikov pa do 5 let zapora. Na seji vlade pa med drugim po vseh ministrstvih iščejo okoli 50 milijonov evrov za sanacijo železnic, ki jih potrebujejo na Ministrstvu za infrastrukturo. Ob tem bodo imeli člani vlade v odstopu jutri še poseben sestanek. Na današnji seji naj bi analizirali tudi postopek prodaje Mercatorja hrvaški družbi Agrokor. Kmetijski minister v odstopu Dejan Židan je napovedani nakup Mercatorja že označil za tajkunski prevzem. Po včerajšnji odločitvi Ustavnega sodišča so predčasne državnozborske volitve lahko med šolskimi počitnicami, torej 13. julija. Jutri se bo uradno začela predvolilna kampanja in Državna volilna komisija ima seveda že veliko dela. Pri čemer lahko volivci, pozor, le še danes do polnoči Državni volilni komisiji oddajo zahtevek za glasovanje po pošti iz tujine ali na katerem od diplomatsko-konzularnih predstavništev. Podatke lahko sporočijo po elektronski pošti, telefaksu ali po pošti. Odvetnik nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja, Bojan Grubar, je na Evropsko sodišče za človekove pravice vložil zahtevo za izdajo začasne odredbe v primeru pravnomočne obsodbe. Grubar meni, da je bila Kanglerju kršena Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zagotavlja pravico do poštenega sojenja. 6. člen konvencije namreč pravi, da ima vsakdo pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnih koli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumnem roku odloča neodvisno in nepristransko zakonom ustanovljeno sodišče. Z dobrodelno prireditvijo Stopimo skupaj v organizaciji Radio-televizije Slovenija smo si noči v mariborskem gledališču za žrtve poplav v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem zbrali več kot 90 000 evrov. Za plemeniti namen boste lahko darovali še danes ob ponovitvi koncerta na drugem programu televizije Slovenija med 16. in 19. uro s klicem na telefonsko številko 01 472 0011. Drevi se začenja svetovno nogometno prvenstvo v Braziliji, ki bo v prihodnjem mesecu pred televizijske zaslone prikovalo milijarde gledalcev po vsem svetu. Prvo tekmo bosta ob 22. uri po našem času odigrali reprezentanci Brazilije in Hrvaške v São Paulo. Katera država bo osvojila naslov svetovnega prvaka, bo znano 13. julija. Največ možnosti pa stavnice pripisujejo prav Braziliji, pred Argentino, Nemčijo in Španijo. Sicer pa državo gostiteljico v času največjega športnega dogodka pretresajo socialni nemiri in protesti. Na letališču v Rio de Janeiro so za uvodni dan prvenstva napovedali 24-urno delno stavko. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noči na soboto. Osvežilo se bo. V soboto bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki so možne predvsem v severni Sloveniji. Nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Delavci športnega centra Pohorje bodo s stečajem počakali do ponedeljka. Bodo bolnike z infarktom zaradi sporov morali voziti v Ljubljano? Studenčani s peticijo do razbremenitve prometa. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.